Z nami je doktorica, profesorica Renata Salecl. Poznate jo verjetno po kolumnah, pa po knjigah, pravzaprav knjigah, ki so raziskave, ampak niso namenjene samo znanstvenikom, ampak bralcem, ki radi berejo o stvareh, ki se nas vseh dotikajo. Jaz imam tukaj eno od teh knjig, ki mi je zelo ljuba, jo vsi najbrž poznate, Izbira, za katero je Hanif Kureiši, pisatelj, ki ga imamo tudi v slovenščini zelo radi, napisal. Sijajna knjiga o stiskah našega časa, ne morete si privoščiti, da je ne bi prebrali. Hanif Kureiši. Tako da verjetno ste jo pa že prebrali. Gospa doktorica, kakšen je bil vaš prvi odziv na Thomasovo ravnanje, še preden ste vključili v svoj analitični aparat? Ne, meni se zdi, da je v bistvo tega filma že v prvih prizorih. Če se spomnite, na začetku jih nek naključni fotograf postavlja kot družino, ne, in tam tako izgledajo, angleško rečemo picture perfect, ne, tako krasni otroci, lepa mlada starša, zelo izgledata tako lepo, tako telesno, lepo grajena, sploh on izgleda zelo športen, lepo oblečeni v takšnem... Najbolj seksi moški, ne? Ja, to je upal, da bo, ampak kot vemo, se je gospa zmotila, kar ga je zelo prizadelo, ampak tisto sliko, ko fotograf jih postavlja, ne, tam vidimo, da je bila ena narejenost v tem razmerju, zelo težko jih je bilo prepričati, da so se držali, da je on ženo objel, skratka, ni med njima delovala neka izjemna strast, da bi tako rekli. Ob dveh otrocih si lahko predstavljamo na dopustu, je več stresa kot veselja, ne. In potem naslednja precej takšna zgovorna prispodoba se pokaže že v prvem elementu znotraj hotela, ko gresta na bar, pri baru, kjer pač srečata tole gospo, ki je sama na dopustu. In ona pač veselo razlaga, kako je sama, ima dva otroka, ki jih je pustila doma, moraš si malo privoščiti. In potem slišimo, da ta družina pa je šla na dopust bolj zato, ker se je pač končno pokazalo, da je nekje 5 dni, ko si jih oče lahko privošči, ki je drugače tako zaposlen. Tako da že takrat vidimo, da so to neke malo prisiljene počitnice, ne, in nekako se ti zdi, da mogoče dejansko Thomasu se te počitnice niso zdele neka takšna zelo zabavna stvar ali pa nekaj, v čemer bi užival. In seveda tisti trenutek, ko se zgodi ta domneven plaz, je pač glavni moment, ampak istočasno se mi zdi, da vse drugo, poleg tega, da Thomas takrat v tistih parih sekundah uide, vse drugo govori o tem, da to razmerje v paru je v krizi in v bistvu ta trenutek njegovega pobega seveda postavi vprašanje, kam kot zakonca gresta naprej, kam grejo kot družina. Najbolj v bistvu tragični momenti so seveda v filmu, ko opazujemo otroke, kako zelo se bojijo, da se bojo starši ločili, ne. In v bistvu vemo, da otroci že od začetka te krize zelo slutijo, da je v bistvu kriza precej globoka, ne. In zato se mi zdi, da v bistvu ena zelo ključna elementa celega filma, otroka, njihov izrazi na obrazu, njun jok, ki na nek način je zelo drugačen tudi kot jok Thomasa, ne. Tisti trenutek na koncu filma, ko se Thomas joče, na začetku ne vemo, se smeji ali se joče, ne. Tudi nimamo kot gledalci nekega občutka, da bi se z njim solidarizirali. Nekako tisti jok deluje nekako
prisiljen, tudi sama žena ga vpraša, se ti res jočeš, najprej se ne joče, potem se dejansko nekako začne jokati in potem se jok nadaljuje v neko dramo, ker on tako ne moreš čisto razumeti, v katero smer gre. In istočasno vzbuja neko čudno identifikacijo. Vidimo, da se otroci okrog njega zberajo, ampak prosijo mamo, da pride še ona na ta kupček nesrečne družine. Da se bojo fizično pomirili, Ja. da bo skozi telo se zgodilo nekaj. No in zdaj, če povežemo to sliko s tisto prvo sliko, kjer se kumi objamejo, kjer jih fotograf prosi, pa dajte skup, pa daj roko čez drugega, ne, in potem na koncu v tistem obupu, ko otroci objemajo očeta, morajo mamo prositi, da pride še ona k njim, ne, da jih nekako objame, da se jih pridruži, ker se otroci pač spet bojijo, da bo družina razpadla. No, ampak če zdaj to družinsko situacijo nekako odmislimo in pustimo tega junaka, ne, Tomasa samega in njegovo ravnanje v odnosu do družine v tistem trenutku, ko pač grozi ena nevarnost. Ne. Kaj pravzaprav to pomeni za to njegovo, kako bi rekla, svobodno odločanje, no? A je to spontana reakcija, ali je to zato, ker je med njimi pravzaprav ni tako globoke vezi, ali je človek tak sebičnost, egoist, da pač, tako kot njegov prijatelj razlaga, instinktivno, ne, preživetveno, evolucijsko ravna. Ja, en najbolj banalnih delov filma je pravzaprav ta teorija o gonjih, ne, o instinktih. Zdaj prijatelj mu poskuša majčkeno pomagati s tem, da naredi neko teoretsko sliko, da pač takrat, ko smo v težki situaciji, pač nas instinkti potegnejo v eno smer ali drugo, ampak potem kasneje se najbrž spomnite, Tomas naredi celo elaborat svojih instinktov, ne, takrat v tisti fazi jokanja se izpove, da pač da je kot da sta v njem dva človeka. Na nek način ne prevzame odgovornost, ne, on z eno tako domačo psihološko teorijo razlaga, kot da je v njem še nekdo drug, ki se ga tudi on sramuje, ki tudi njemu gre na živce in ta drug golfa, vara, uide, laže otrokom, tudi laže in tako naprej. S tem v bistvu na nek način z eno tako poceni psihologizacijo ne prevzame pravzaprav nase odgovornost. V bistvu vidimo, da je nekje precej ključna stvar pri njemu je, da je ena zelo narcistična osebnost, ne. V bistvu se ukvarja s sabo. Zdaj, to ni nekaj, da bi jemali kot neko radikalno kritiko, ampak predstavlja enega posameznika določene družbe, današnje družbe, očitno precej uspešnega, finančno je družina dobro preskrbljena, hotel je bogat, oprema tudi. Skratka, predpostavljamo vsi, da gre za nekega japija, ki ima pač še družino, poleg najbrž uspešne kariere, ne vemo pravzaprav, kaj dela, lahko si ga pa predstavljamo nekje kot kakšnega borznega posrednika ali pa kaj podobnega. Nekdo, ki je skozi na telefonu, saj vemo, da mu kar naprej telefon nekje brni, če bi se javil, bi najbrž kakšne posle sklepal, tako si nekako lahko predstavljamo, ker najbrž ni nek, ne vem, zdravnik, ki bi ga klicali pacienti, pa predpostavljamo, da bi se mogel javiti, ne, ampak tako najbrž se dogaja kakšni biznisi in ta človek seveda, ki ima tako lepo družino, se tukaj pač more malo žrtvovati, da gre na počitnice, ampak kot smo že videli, že na začetku, ko se na tekočem traku peljajo za smučki, nekako na njegovem obrazu ni videti nekega zelo velikega veselja. Zdaj, tisti, ki smo imeli male otroke, vemo, da ni preprosto z njimi smučati, ne. Še posebej, če bi rad kaj bolj sam hitro smučal, pa vemo, da takrat, ko gre on smučati s tem svojim prijateljem, ne, takrat res uživa, ne. Nenehno poudarja, to je pa ta prava smuka in koliko je lepo. In seveda ne smemo pozabiti, da tam gre za to turno smuko, ne, svobodno smuko in da istočasno imamo pesem,
ko sedita tam in pijeta pivo, o svobodi. Tam imamo neko pesem, ki govori o svobodi in istočasno imamo seveda spet neko alternativo drugega življenja, ko je on samski, ko ga mlade punce osvajajo in ko mu celo govorijo, da je najlepši moški. In tisti trenutek, ko mu reče ta ženska, da je najlepši moški, on kar tako zacveti, vidimo, da tako pogleduje, odkot prihaja ta pogled, dobro se počuti, že razmišljamo, a bo izkoristil to priliko, pa se malce veselil, nekako ne kaže, da bo takoj skočil, ampak razmišljamo, da mogoče pa bo šel k šanku, pa to že punce vprašal, no, kdo pa je to, ki je to rekel. Ampak vendar to ravnanje, njegovo ravnanje, če primerjamo z maminim ravnanjem, a je to zdaj en tak stereotip, ali je to nekaj globjega v tem lahko iščemo? Jaz mislim, da film ne pokaže stereotipov, da jih v bistvu prej sprašuje. Tudi na mamini strani ne kaže neke takšne čiste predanosti družini. Tudi ona razmišlja v bistvu, kaj je družina. Kot vemo, si ona tudi vzame en dan svojega lastnega smučanja in potem, ko iz gozda opazuje svojo družino, ko se joka, si predpostavljamo, da razmišlja, kam gre, v katero smer se njena razvija. Vemo tudi, da ko gre na svoje lastno smučanje, da ji Tomas ponudi svojo kreditno kartico, ki ona zavrne, reče, bom vzela svojo. Tako da se v bistvu postavlja kot samostojna oseba. Nimamo tukaj nekega mita žrtvovanja mame. Imamo pač žensko, ki v trenutku krize seveda je pomisla na svoje otroke, on pa ne. To je dejstvo. Ampak istočasno imamo preizpraševanje sodobnega para, kaj je družina in kdo sem jaz kot ločen od družine. Namreč zame je bilo zelo pomembno njeno pogovarjanje za to poročeno gospo, ki je na svojih počitnicah, kjer Eba nenehno sprašuje to gospo, ja pa ne razmišljaš o svojih otrocih, a pa lahko živiš takšno življenje, da greš sama na počitnice, pa si privoščiš tegale mladega italijanskega Tombo. In ta ženska ne deluje, da bi imela neke notranje konflikte, bolj poskuša Eba dogaja nekako občutek krivde sprožati, ampak skozi tem, ko poskuša njej sprožati občutke krivde, preizprašuje svoj lastni zakon. Kaj jaz počnem s tem tipom? Mogoče je v njej tudi neko rahlo razmišljanje, pa si tudi jaz lahko privoščila takšne počitnice brez teh dveh otrok, pa tako se spet nekako obnašala kot samska osebnost. Zakaj pa Tomas, mislim, pravzaprav, kakšna rešitev je to? A je Tomas vedel, ves čas vedel, da je bežal in si je skonstruiral to, ali je možno, da je to čist nezavedno dejanje bilo? To je zelo zanimivo vprašanje. Namreč, ko na začetku on to zanika, ko trdi, da je nikakor ni nikamor šel, si lahko predpostavljamo, da je za trenutek imel to, čemur rečemo v angleščini willful blindness, neko v bistvu zavestno slepoto. V bistvu, da se zavedamo nečesa, pa nekaj nočemo videti. Tako da zelo preprosto si je naredil neko hitro novo zgodbo, saj pravzaprav nisem šel. In zelo vemo, kako slab je naš spomin. Spomin, sploh recimo v pravu, vemo, kako malo si ljudje dejansko zapomnimo in kako smo pod vplivom tega, kaj nam je nekdo drug rekel. Če bi nekdo drug zelo hitro rekel, saj ti pravzaprav res nisi šel, saj si tam sedel, si lahko predpostavljamo, da bi se on lahko prepričal samega sebe in ne, saj sem pravzaprav tam sedel. Zdaj, imeli smo dokaz na njegovem telefonu, imeli smo njegovo ženo, ki drdi nekaj drugega, imeli smo dva tesnobna otroka, ki sta očitno tudi videla, kaj se je zgodilo, tako da pa mi smo videli, ni mogel v tej svoji
fazi zanikanja ni mogel predolgo vztrajati, ne. Je bil pa nek poskus, ki lahko rečemo, da je precej legitimen. Vsakemu od nas se lahko zgodi, da se neko zgodbo, ki se je zgodila, zelo hitro potem drugače predpostavljamo, ne. No, seveda pod vplivom ženega prepričevanja, kaj se je res zgodilo, seveda in tudi tistega filma, ki ga na nek način vemo, da ga ni komentiral, da se je umaknil v sobo takrat, ko ga je ko žena predvajala in da je po tistem, ko se je zlomil, predpostavil svojo teorijo z nekega drugega človeka v njem, ki počenja grozne stvari. Vemo, da predpostavljamo si, da se v njem dogaja nek občutek razdvojenosti. Ampak istočasno pa nimamo nekega občutka, da ima pa tak blazen občutek krivde. Ne, imamo občutek, da otroci igrajo neko vlogo nadjaza. Ne, v psihoanalizi pač pravimo temu notranjemu občutku krivde nadjaz. In to preizpraševanje, kaj sem naredil, sem prav naredil, je bolj na strani žene. Ženino prepričanje, kaj se je dogajalo. Ne, kam gremo pa to. Njegovo vprašanje, kam gremo kot družina, se ne pokaže. Nekako on gre naprej. Ne, gremo kot družina naprej, skoraj tako kot tista slika na začetku, malo tako, smo narejeni kot luštna slika, neka razmerja, notranja čustva, kaj se dogaja v družini, njega veliko manj zadeva. Zato mi deluje na nek način narcistična osebnost. Ne. Človek, ki nima toliko dvoma, ne. Zdaj, v psihoanalizi velikokrat razmišljamo, da mnogi posamezniki danes imajo neko takšno strukturo, včasih bi jim rekli tako borderline, včasih bi lahko rekli tudi narcistična osebnost, drugi bi rekli, da so posamezniki, ne vem, brez dvomov, brez občutka krivde, ne moramo reči, da imajo mogoče neko psihozo, lahko pa imajo mogoče celo neko strukturo, ki vsekakor ni podobna nevrotični strukturi, kjer gre za nenehna preizpraševanja, kaj hočem, kako me drugi vidijo, nenehne občutke krivde in podobno. Na ženo je to delovalo, pravzaprav se mi je zdelo tako, da je nenadoma se vprašala, kdo pa je pravzaprav ta človek, s katerim jaz živim. In se je potem zatekla, kako pa ocenjujete to njeno ravnanje, ko sta se prvič po tem dogodku o tem pogovarjala tam pred vrati sobe in je ona rekla, da je vas najnižji skupni imenovalec dognati, kaj je res bilo. A se strinjaš, da je bil plaz, se strinjaš, da je bilo nevarno, se strinjaš, da smo preživeli. Ne? In on je rekel, pol je pa vse v redu. In je ona v bistvu zanikala to, kakšno je to ravnanje te žene, ker ona bi v bistvu morala tako se meni zdi, nekako doseči to, da on spozna, da je naredil, kar je naredil. Potem bi on tudi lažje analiziral pri sebi to. Ja, mislim, da film pokaže ta dva človeka kot zelo, bi rekli, civilizirana. Ne? Ona dva se kregata pred vrati, poskušata biti čim bolj umirjena, ona mu ne meče stvari tako na zelo grob način. Seveda vsake toliko časa njej lahko rečemo tako film poči pred prijatelji navadno naredi neko malo sceno, ker z njim samim navadno ne pride kam daleč v pogovoru. Zato navadno rabi eno ljudstvo. Vemo, da ravno dvakrat pred prijatelji to zgodbo pove in obakrat je precej mučno. Ne? In v bistvu lahko rečemo, da poskuša ona s nekim racijom svojim stvar umiriti, poskuša seveda ohraniti zakon, ne želi, da bi se otroci počutili še bolj tesnobno in v bistvu morda na koncu si lahko predpostavljamo takrat, ko njo izgubijo v tisti megli, naredi malce za nalašč to dramo, tako si jo lahko beremo, da pač hodila, da jo je mogel nekako rešiti, da nekako ona reši ta lik moškega, ki rešuje družino, ne?
To mi je delovalo pač neke vrste trik. Zdaj, film zelo igra tudi na to vprašanje res tega moškega kavalirstva. Dan danes vemo, da je to veliko vprašanje sodobnih moških, vprašanje moških ob močnih ženskah, vprašanje tega, za koga se žrtvujemo, ali se moški žrtvuje v takšni situaciji. Vemo, da potem, ko grejo dol z avtobusa, ko naredi ona pač precej veliko sceno glede šoferja, ta drugi moški z brado, ta znanski, ta prijatelj, naredi to gesto, da reče, prvo rečujemo ženske in otroke. Ampak potem pa vidimo, ko hodijo iz te planine, ta novi par, ta mlada 20-letnica in tale ločen, ne hodita več skupaj. Vsak nekako, tudi ona po izrazu, ta mlada ženska ne deluje pretirano navdušena, čeprav na začetku počitnic delujeta strašno srečen par, ne morata se nehati dotikati in potem po tej zgodbi, ki jo opazujeta, začneta prej spraševati, kaj bi pa bilo, če bi se nama to zgodilo, in celo ona mu učita, kje pa je tvoja družina, kje imaš pa ti otroke in podobno. In seveda tudi vidimo, da dejansko na koncu se poskuša lik Tomasa nekako rešiti, moškega, ki pač pomaga, ki nekako je ohranil družino, ampak v bistvu ga je družino ohranila žena. Ampak se je pa na koncu situacija obrnila, ker meni se je zdel, ko je ona rekla, odprite vrata, jaz grem ven, je popolnoma s to svojo družino pustila, pa ne vstanejo ali ne grejo ven, jaz grem ven, ne morem več biti v tem avtu. Ja, lahko beremo tudi tako, lahko beremo tudi, da je bila prestrašena, da je bila prestrašena zaradi tega, kar se je prej dogajalo in da je dejansko, imaš tisto občutek, še ena nevarnost se mi dogaja, moram ven. Istočasno pa lahko rečemo, da je morda dejansko reagirala prehitro, saj ne vemo točno, a je ta šofer bil totalno nesposoben ali kaj se je tam dogajalo. Ko vidimo te ljudi, ko dol hodijo, niso delovali tako prepričani, če je bilo pametno, da so šli z avtobusa in na avtobusu je ostala tale ločena gospa, ki tako na hitro se ti je zdelo, da morda je bila pa res pragmatična, da bojo pa le dol prišli. Ja, saj ni bila ločena, ona je imela tak zakon. Oziroma, ki je šla na svoje lastne počitnice, ja. Se slišimo. Ta konc sem razumela s to paniko njeno na avtobusu, sem razumela kot podobno reakcijo, kot jo je Tomas na začetku, ko je s tem plazom, da je prišlo do ponovitve tega trenutka, da je ona zdaj panično reagirala, zapustila družino in se je hotela rešiti z tega norega avtobusa. Ja, čeprav pri njej lahko jemljemo to paniko vseeno malo drugače, njej se je travmatična situacija zgodila. Ta plaz je bil travmatična situacija. Zdaj ne vemo, a se je Tomasu že v otroštvu zgodila kakšna travmatična situacija, pa zato tako reagiral. Ali je pa čisto preprosto tako reševal sebe v tistem trenutku, ko je videl, kaj se dogaja. Tako da v bistvu pri njej jaz jemljem to v kontekstu vse te travme, ki se je na počitnicah dogajala. Tako da jo jemljem rahlo drugače. Lahko rečemo, da je prišlo do ene izenačitve, kdo je pač pobegnil. Sam pri njej vidim dejansko to tesnobo, ta strah povezan pač z tem dogodkom, ker moramo se zavedati, da ona o tem dogodku nenehno govori, ona se ga spominja pri teh prijateljih, tisti občutek, da prihaja ta val. Mene je ta film zelo spomnil na eno najbolj travmatičnih knjig, ki sem jih kdajkoli prebrala, ki ima naslov Val in napisala ga je šrilanška ekonomistka Sonali in je njen priimek, zelo težko rečem, ampak Donarvali, ne vem, kako se točno izgovori, ampak v tem romanu ona opisuje, kako je prišel val cunami in ko je ona videvala ta val, je bilo zelo podobno, kot se je dogajalo v tem filmu, ko pač
opazuješ nekaj, kar prihaja k tebi in si najprej misliš, saj to ni nič, ne. Celo pravzaprav v tej knjigi ona opisuje, da je celo poklicala moža, daj prid pogledat, kako zanimivo, ne, prihaja val, njihova hiška je bila pa čisto ob morju in takrat, ko zagrabi končno potem otroke, moža potegne iz stranišča in reče, tečimo, grejo na avto in ko avto že peljejo, se spomne, da ni šla poklicati svojih staršev, ne, ki so bili v sosednji hiši. Tisti trenutek, mislim, kasneje zgodba, to je resnična zgodba, ona izgubi vso družino, najboljšo prijateljico tudi in starše in tako. Takrat se potem spominja v tej knjigi, ne, kako sebična je bila, ne, da v bistvu ni šla, niti poskusila ni iti reševati svoje starše. Ne? In v bistvu preizprašuje se, zakaj pa ne, kako sem lahko čist pozabila na njih. Ne? Ob vsej travmi, recimo, si pač naloži še en občutek krivde, kako je v tistem trenutku zmede delovala. Ja, prosim. Jaz bi rada malo podelila mojih vtisov ob gledanju filma. In sicer, ja, strinjam se, da je Tomas zelo, bom rekla, podoben narcisistični osebnosti, raven tako kot ta njegov drugi prijatelj, se pravi dva moška glavna igralca. In vendar to ne pomeni, da so zdaj samo moški narcisistični, ženske pa ne. Imamo tudi ženske, ki so zelo narcisistične. In ob tem, ko sem gledala ta film, sem se spomnila tudi ene knjige, ne vem, filozofa Leša, ki govori o kulturi narcisizma. In to naj bi bila vsa naša zahodna kultura. Mi vzgajamo take osebnosti tukaj na zahodu. No in zdaj, če se konkretno filma tiče, ne, jaz, ki je Tomas pač reagiral, kot je reagiral, to se meni ni zdelo tako tragično, da je pač zapustil otroke, ampak ravnal je tako, kot je v tistem trenutku bilo in to je bil res preživetveni nagon. Veliko bolj problematično se mi pol zdi njegovo zanikanje, ko ni videl ali pa hotel videti drugega pogleda oziroma sploh sprejeti dejstev, kaj dejansko se je tam dogajalo, ampak je vse skozi govoril, ja, tvoj pogled je tak, moj je pa drugačen. Ne gre se za pogled, ne gre se za zorni kot, ne gre se za to, kako jaz meaning making, kako jaz naredim, kakšen pomen jaz pripišem nekemu dogodku, ampak v prvi vrsti za to, kaj se je tam dejansko zgodilo. In tega on ne more nekako sprejeti. Ne? In to kaže na to, kar je doktor Seleclova tudi ugotovila. Naslednja stvar, recimo, je njegov breakdown, kako se je on na koncu zlomil. Jaz sem videla to kot pristno, ta njegov jok, in vendar mogoče se ne moramo tako zelo identificirati s tem, kar se je z njemu zgodilo, ker je tako nenavadno, ampak to dejansko paše zraven klinični sliki, ker on je postal tam majhen otrok. Ampak jaz v tem vidim v bistvu kako se ta družina na osnovi tega, ko si on dovoli zrušiti se in si videti tazga, kot je, in valjda se ne more sprejeti, ker njegova realna podoba je čist zelo, zelo drugačna od njegove idealne podobe. In to njega čist sesuje. In vendar je to pozitivni preobrat v filmu, ker se s pomočjo tega cela družina poveže in tudi on uspe ravnati drugače. Ker jaz ga vidim tudi, recimo že tam, ko so šli smučati, on lepo reče, razmere so nevarne, jaz grem prvi, za mano gre Harry, pol gre hčerka in pol ta zadnja gre Aba, žena. In to se mi zdi super. Potem na koncu, ko vidimo tudi v avtu, oziroma ko so šli ven, žena s tem pokaže, jaz grem ven, mene je strah, ne bom se ozirala na nikogar, ker ona je izgubila zaupanje in je ravnala tako, kot je. In vendar jo jaz potem vidim, vsi se ji pridružijo, ji dajo podporo, support, in potem, ko ona grejo, jaz vidim v množici, ampak hčerko, ona poskrbi za hčerko, pa reče, ti smo prijatelji, bi jo ti nesel. Super, in on jo res nese. In medtem, ko je Tomas, hodi skupaj s sinom.
In jaz vidim to kot preobrat, aha, zdaj smo se povezali, Tomas je nekako jasno ni sprejel, ampak verbalno, ampak nekje globoko v sebi pa ve, da ima neke primanjkljaje, bom rekla, da neke stvari ne zna in se je pripravljen že takoj v dejanjih vidimo delati in početi drugače. In tle se mi zdi pozitiven in tako navdihujoč, upanja poln zaključek filma. Ja, hvala. To je, se vsi želimo, da bi po enem takem po težki stvari bilo potem vse lepo in prav, ampak nažalost ne je življenje. Mene pa zanima v tem, kar je gospa povedala to, tle je bila izpostavljena ta objektivna resnica, kaj se je dejansko zgodilo, kaj je pa tisto, kar rečemo tudi več resnic o stvari. Ja, v bistvu dejansko, kaj se dejansko zgodilo, je tukaj sekundarno, kaj si v tem dogodku mi mislimo, kakšno zgodbo smo si mi naredili, je tista ključna stvar in dejansko tukaj imamo pač dve različni zgodbi, moža in žena. Jaz se z gospo strinjam, da je film v bistvu na nek način rešitev družine, ne, da je v bistvu skozi to dramo se družina skupno novo postavlja, ampak bi pa dejala, jaz malo manj optimistično in navdušujočo gledam tiste zadnje prizore, ko Tomas spet postane tako mož družine, ne, oče družine, se mi zdi tisto pač precej narejeno, oziroma tudi tisti trenutek, ko on prevzame komando, ne, pa reče, zdaj se bomo pa mi tako postrojili, je nek trenutek, kjer se rešuje z avtoriteto očeta, ne, in istočasno lahko rečemo tudi ta histerična reakcija, Ebek, gremo z avtobusa dol, je nek trenutek, ko pač ona potem omogoči tudi moškim, da spet postanejo moški, on prevzame nadzor nad sinom in seveda tudi temu moškemu z brado, ona da nalogo, ne, ti boš pravi moški, boš nosil tole punčko, ne, tako da v bistvu je na nek paradoksen način film neka reševanje moškosti, ne, na koncu, ne, moški, ki ženo nosi, ki pravzaprav ne rabi, da jo nosi, ki naj bi se nekje poškodovala, pa ne vemo, kaj se je res zgodilo, ker zelo hitro začne spet hoditi, potem moški, ki družino postroji in jo bo, ne vem, reševal, če bo težava v megli, ne, in na koncu še moški, ki spet prevzame nadzor nad otrokom, pa drugi moški, ki mora nositi, ne. Tako da na nek način ženske rešujejo lik moškega, oziroma Eba rešuje lik moškega, da jih v neko idealizirano podobo na koncu spet postavi. No, saj tega režiserja pravzaprav zelo zanima ta vloga moškega v sodobni družbi, ne, ki je pravzaprav nadaljevanje tradicionalne vloge moškega ob vsej emancipaciji in ob vseh spremembah, ki so se v razmerju med moškim in ženskom zgodili, ne. Na neki način pa družba še vedno od moškega zahteva neki super heroj, ne, naj bi bil. Ja, in zato so počitnice takšna travmatična stvar, ne. Zdaj si predstavljamo lahko to družino, kakor smo izvedeli na začetku, moškega ni veliko doma, ne. Zato si je vzel teh 5 dni, da se bo posvetil družini, ne, to je ta mit, da si vzamemo, navadno so počitnice trenutek, ko je najslabše v družini, ne, največ se pari kregajo, največ je travm, ne, tako da, ker je tista prisila, da morajo biti počitnice lepe, idealne, da se moramo z otroci ukvarjati, istočasno seveda iti na takšne počitnice z malimi otroci je skrajno stresno in sploh, če človek je zelo zaposlen, kot je Tomas očitno zelo zaposlen, to ni sprostitev, ne, tako da vidimo, da travma družine seveda se pokaže takrat, ko pa družina čas zase in seveda, kot je tudi pod pritiskom, da se more ukvarjati. To je pač sodobna družba, danes postavlja zelo visoke zahteve, kako se moramo obnašati do drugih, koliko se moramo ukvarjati, koliko moramo časa vlagati v otroke, ne. Zato recimo,
ko sprašuje ona to prijateljico, ki je šla sama na počitnice, ne, kaj pa tvoji otroci, a brez tebe, ko je prijateljica govori, moji otroci se imajo čist dobro, brez mene, vidimo, da s tem se tudi porušuje ta nek mit, ki ga Eba vseeno podpira, mit, da se morajo starši zelo ukvarjati z otroci. Ne. In mislim, da ta film zelo pokaže dejansko konflikte, zagate sodobne družine, zaposlenih staršev, obremenjenih staršev. Meni je zelo so všeč tisti prizori v kopalnici, ne, kjer vidimo tale električna ščetka deluje prav agresivno, ne, in hkrati imamo nek narcizem, ki si tako zelo čisti za tiste zobe, ampak njuni izrazi na obrazu delujejo pa precej tako zagrejeno, malo celo agresivno, ne. Nenehno se opazujeta, gledata, izgledata tako zelo lepa, ampak istočasno tisto čiščenje zob pa kaže eno nelagodje, eno zagato in neko agresijo. Kaj pa ta sredina filma, ta moški krik in potem tiste sanje, te moški zgubljeni, ki pijejo od pritiskov, ki jih ima družba na njih s tistimi litrskimi kozarci piva, tiste sanje po noči, med tistim čakanjem, no, takrat. Jaz vidim, mislim, tisti krik seveda deluje spet neka taka popularna psihologija, da bi pač neka prvinska situacija, v kateri izkričimo, nam omogočila vse neke nezavedne zagate, da jih sprostimo. No, tiste prizor, tak sanjski prizor teh moških pa seveda spominja na neke običajne trenutke, ko moški v času fantovščine počnejo, ko so še svobodni, ne, ko so še svobodni, pa kmalu ne bodo več, počnejo celo vrsto neumnosti in imajo ta zadnji trenutek tega male bonding, povezave z moškimi, ki je tudi rahlo homoerotična, predvsem pa gre za en občutek, da imaš še pravico do ekscesa, ne, ker potem kasneje te svobode ne bo več v takšni obliki. Torej, v bistvu ne kot ena terapija, ne? Jaz nisem jemala to kot terapijo, bolj kot v bistvu spet nek trenutek ekscesa, svobode, ki obstaja v življenju, preden narediš pogodbo, ki je pač zakonska pogodba. In tu je zanimivo recimo brati ta naslov filma Višja sila, force majeure, kot problem pogodbe, ne. Ena od interpretacij je, kadar je višja sila, neke pogodbe ne veljajo več na isti način, kot so veljale prej, ne. Da se lahko zgodi, da kadar je višja sila, da zakon ne bo več deloval isto, da ne bomo nekoga tožili ali obsojevali na isti način, da je kršil zakon, če se je zgodila višja sila, ne. Skratka, neka naravna katastrofa, vojna situacija ali karkoli, se stvari spremenijo glede na pogodbo. In tukaj so se spremenile stvari glede na pogodbo, ki jo predstavlja zakon, ne. Pač ta višja sila pod vprašaj postavi, ali takrat, ko se zgodi katastrofa, še ta neka pogodba velja znotraj recimo zakona, ne. Zato je v bistvu ta naslov zelo dober, ker gre za pač preizpraševanje same narave, zaveze, ne. In seveda film pač pokaže točno to, po enem dogodku, ki ga vsak od zakoncev drugače bere, se spremeni način, kako smo gledali drugega in seveda kako smo gledali samega sebe. Tukaj predvsem gre za v filmu preigravanje vprašanja, kako smo videli drugega. In zato je ta film na nek način podoben filmu 45 let, ki predpostavljam, da so ga mnogi videli. V tistem filmu Charlotte Rampling na drug način gleda svojega moža, potem ko odkrije skrivnost njunega zakona in celo zadnja scena v tistem filmu recimo na obrazu pokaže, da ta dvom ostaja, ne. In v tem filmu imamo pač v Višja sila imamo malo bolj optimističen konec, lahko si predpostavljamo, da družina nekako vztraja naprej, če pridejo s tistega hriba, nekako potem najbrž so se vzpostavili, drugače pa vsekakor se je v zakonu nekaj radikalno spremenilo.
Prosim. Če se vrnemo, se slišimo? Če se vrnemo nazaj v ti zadnji dogodek v Snežnem metežu, se meni zdi kot njegovo dejanje, ki je šel po ženo, kot neka katarza njegova, ampak neka narejena katarza. Mogoče mu je žena dala to možnost tudi zaradi sebe, da se je prepričala, a bi res ni vidno, a se je res kaj poškodovala, res kaj je bilo tam, ne? Ali je z namenom čakala, da se je prepričala, kaj bi on naredil, ne? Ko so jo izgubili. V bistvu je pa to tako, ne? Jaz mislim, film dobro prikaže, kako smo pravzaprav nepopolni, ne? In samo idealiziramo tisto, kar si želimo, ne? Kako čakamo, da bo drug, s katerim živimo, da bo popoln. Ravno tako, in kako je vsaka malenkost za nas boleča, ki jo naredi mogoče sopotnik, ki ni v bistvu, ki ni mogoče velika. Vsaka malenkost nas lahko prizadene, ne? Sploh tisti, ki smo že dolgo, recimo, v zakonski zvezi to dobro vemo, ne? Koliko je popuščanja, koliko je tega. Ampak pravzaprav je življenje tako in to je tudi zanimivo naredi življenje in dragoceno. Ja, jaz se z gospod popolnoma strinjam. Dejansko tisti trenutek, ko Tomas rešuje ženo, deluje skoraj kot neka ponovna poroka, ne? Ko jo nese na rokah, ne? Tako da, pa še v belem, ne? Tako da deluje kot vrnitev, ne? Kot spet zakonska zveza se začne, ne? In seveda, v bistvu meni sta najbolj res zanimiva otroka, ne? Ki jih pač vidimo, kako vneto čakata tam, ko se usedeta v sneg, ne? Tudi na nek način takrat zaupata, ne? Nista v paniki otroka, nekako zaupata, da bojo starši le prišli in jo rešili in da se bojo spostavili kot družina. Koliko je ta občutek varnosti pomemben? Prav ta občutek, ki se porodi ob nekih določenih dogodkih, ki niso vsakdanji, ne? Ne mislim tisto splošno občutek varnosti, da bomo preskrbljeni in to, ampak takih, koliko je to pomembno, recimo pri takem 6-letnem pa 10-letnem otroku, potem za naprej. Ja, ker recimo v filmu imamo eno sceno, ko po krizi, ne, po tem velikem dogodku, ko grejo spet smučati, ne, so otroci v bistvu, Harry predvsem je nemiren, hodi po očetovih smučkah, potem tisti trenutek, ne, ko gre pa noter v gondolo, pa reče, da ga je strah, da se bojo starši ločili, ne. In tisti trenutek se mi zdi zelo iskren, ker otroci zelo hitro so začutili in v današnji družbi, kjer otroci že od malega vedo, da se starši ločujejo, ne, si lahko predstavljamo, da takšna dva otroka začneta prav hitro tako razmišljati katastrofična vprašanja, ki so seveda vezana na njihovo varnost, ne. Otroci se sprašujejo, kaj bo z mano, ne, če bojo se starši ločili, ne, kaj bo z mojo varnostjo. Zato je tisti trenutek, ko se spravijo na očeta, ko ga v bistvu poskušajo otroci nekako zavarovati, neka tudi želja, ko otroci upajo, da bo tudi njih nekdo zavaroval, zato še mamo prosijo, ne, objami nas, ne. Ta želja seveda po varnosti je ena ključnih tem tega filma. Zdaj imamo nevarnost, ki je plaz, ne, imamo tudi nevarnost na koncu, ki je ta šofer pa ta strma cesta, ne, imamo veliko teh nevarnosti, v bistvu se skozi bojimo, a bomo varni, ampak najbolj nevarna je pa naša psiha, na nek način naše nezavedno in mnogokrat s tem, ko si zatiskamo oči, se obračamo proč od te globje nevarnosti, od našega nezavednega, od teh naših sebičnih strani osebnosti, ne, tako da kadar se bojimo nečesa, ne vem, plaza, ni nujno, da se pravzaprav dejansko tega bojimo. Strah je lahko v bistvu povezan z našimi nezavednimi silnicami. In še nekaj je zelo pomembno, kadar nas je zelo strah, ne, za nekoga drugega,
se moramo pa zelo zavedati, da včasih je lahko za strahom pa tudi velika agresija. Namreč iz psihoanalize recimo vemo, da če nas je nečesa zelo, zelo strah, da se mu nekomu, ki nam je blizu nekaj slabega zgodilo, lahko se zgodi, da je ta strah v bistvu neka krinka za nezavedno pravzaprav sovraštvo ali pa neko nezavedno agresijo, ki se je sami bojimo. Kadar recimo, da se zelo, zelo bojimo, da se bo nekomu kaj zgodilo. Tako da na koncu tale strah žene, da se bo nekaj groznega zgodilo ob vožnji iz te gore, je lahko tudi na nek način neka nezavedna zagata določene agresije, ki jo še vedno čuti do moža. In pravzaprav s tem strahom, ko panično poskuša iti iz tegale avtobusa, v bistvu predeluje to zagato, kako naprej z možem, z družino in tako naprej. Prosim, še mikrofon prišel. Meni se pa zdi zanimivo to, da so ves čas govorili, ja, so tukaj plazovi, ja, plazovi so, ampak vsi so nadzorovani, ne? Skozi so se to lažili, vsi so nadzorovani, ne? Vsi ti plazovi so nadzorovani, ker vemo pravzaprav, kakšna sila je en snežni plaz lahko, ne? Tako da, in še ta glasba se mi je tudi zdela zelo fajn povezovalna. Vivaldi. Ja, Vivaldi, letni časi. Poletje. Poletje, ne, ker ni zima, zima je drugačna glasba. Pa to, da je skozi ta sodobna elektronika, tehnika, ne, ratraki, snežni topovi, zobne ščetke, droni. Droni, no, še droni, ne, to je najnovejša igrača, ne, tako. Ja, sploh je pa pardon, kar izvolite. Sam to bi dodal, ne, ker gospa doktor Saristova tako lepo povzema vse te stvari, pa na začetku ste pa rekla, da ni stereotipov, ne, mogoče, da ne bi mogli govoriti o tem. Ampak meni se pa ves film, kljub temu, da je zelo potegne, ne, zdi stereotipna študija, ne, vseh teh človekovih potez, nravi, ne, nagonov in tako naprej, ko bi gledal en psihiatrični učbenik, ne, ta nagonska reakcija, tista zad malih možganov in tako naprej. In potem na koncu pa dejansko resnica osvobaja, ne, in edino iskrenost, ne, je lahko temelj zaupanja, ker to se pokažejo s temi scenami, ki ste jih citirala zdaj, namreč ko otroci spoznajo, da je tudi oče ranljiv in ga skušajo zaščititi, ne pa povezati, se mi zdi, da od takrat mu zaupajo ponovno, kljub temu, da je bilo zgubljeno zaupanje, ko jih je pustil in zbežal pred plazom. Ne. Tako da film je čudovit, ne, ampak res pa, da ima tudi par teh čist humornih nastavkov, ne, tam, ko se ona pogovarja s to prijateljico o zaščiti zakona, zvestobi in tako naprej, se nas potem odpelje naslednja scena na Zičnici, ne, sama gre smučati v čisto belino, čisto nedolžna in tako naprej, tako ne, zanimive stvari. Ne. Zdaj pa res, da ti nastavki, ne, so tako močni, ne, in ta zgodba na koncu, jaz si ne znam, pa me zanima vaše mnenje, razložiti te zadnje scene. Meni govori o tem, ne, da oče končno sinu pove, tak sem, kadim, ne. To se pravi, nisem nič slabega, ne? To se tudi sebi odpusti to vse. Ja, tudi meni se je zdela ta zadnja scena to, da prizna, da kadi nek napredek v odnosu v družini, ne? Ker dejansko najprej razmišlja, bi vzel cigareto, ne? Potem pa, ko jo vzame, v bistvu sprejme nase. Ja, to počnem, ne, takšen sem in se strinjam se z vami, da je dejansko tisti trenutek, ko pokaže ranljivost, da v bistvu nekaj spremeni v razmerju med sinom in njim in določene mere tudi hčerko, čeprav na koncu vidimo, da sta z sinom par, da gre spet za vprašanje nekega moškosti, oče, sin, ne, oče se pač spostavi spet kot avtoriteta in tukaj glede tega je dejansko nek kliše, da se je oče spet kot moški spostavil, reševal ženo, na koncu držal sina tam za roko, ne, hodil v prvi vrsti, ne, v
prvi vrsti med temi ljudmi, ne, žena je bila v drugi vrsti, ampak istočasno pa film pokaže kar precej nekih problemov v paru, ne. Ravno ta zadnja scena, kjer ta drugi par ne hodita več skupaj, ne, postavi vprašanje recimo ljubezni tega para, tista ženska poročena, ki je zdaj sama na počitnicah, ravno tako postavlja pod vprašanje zakon, skratka, nekje zakonska zveza danes v sodobnih časih je neka glavna tema tegale filma. Je pa vendar vseeno ta film, čeprav obravnava zakonsko zvezo, je pa ena metafora za splošno družbo, mislim, da tej družbi nenehno neki plazovi grozijo, da nenehno govorimo, si to obvladamo, si to je vse pod kontrolo, a ne. V resnici se pa ob vsakem večjem takem dogodku pokaže, kako smo nepripravljeni, pa če gremo zdaj kar na našo skupno državo Evropo, kako je recimo nepripravljena ob tem plazu, da uporabim tako grdo primerjavo, ne. Ja. Ampak istočasno gre tudi za vprašanje zaupanja, ne, ker on večkrat reče, vse oni vejo, kaj delajo, ne, tile, ki sprožajo te kontrolirane plaze, ne, potem, ko imamo tisti dron, ne, tisto je takšen trenutek, ko vidiš, da si neki bogati ljudje lahko privoščijo eno takšno igračo, ki je lahko tudi zelo nevarna, ne, ko preleti nazaj v njihovo sobo, ne. V bistvu tisti trenutek, tisti dron deluje zelo nevarno, istočasno pa ta druga nevarnost reši to skupino 4 odraslih pred njihovo psihološko nevarnost, ker vemo, da tisti trenutek, ko dron pride, v bistvu se lahko Tomas umakne, ne. Situacija, ki je zelo napeta, se preobrne, ne. Lahko bi pa dron prav posekal še komu neko glavo. Skratka, ob tistem dronu vidimo tudi eno moč, finančno moč te družine, ki očitno si je lahko takšno igračo privoščila in deluje pa tudi kar precej nasilno, ko zvečer igrajo se s tem dronom in sprožajo, mislim, ene čudne zvoke, ne. Najprej se čutiš tako, kot da je, ne vem, kakšno nekdo nadzoruje to situacijo, ne. Vidiš neko idilično, bogato vasico v planinah, ne, vsi stroji in tako, in še tako mal eksces te družine, ne, da si prinese takšno igračo s sabo na dopust, ne. Zelo pomembni so seveda tudi telefoni, pa tablice, pa tako, ne, saj vemo, da on, ko je pobegnil, ni pozabil vzeti s sabo svojega telefona, čeprav na žalost je še snemal, ne. Tamle je en glas. Ja, pozdravljeni. Sej, delno smo že odgovorili, ampak me vseeno konkretno zanima ta zadnji prizor, v bistvu, mislim tam proti koncu, ko tista svobodomiselna, recimo temu divja gospa vseeno ostane na avtobusu. Kako, ja, čistko mnenje ostalih ali pa tudi vas, kogarkoli pač na to dejanje me zanima. Da se ona ni, ker je sicer svobodomiselna, se tudi ni prestrašila, ne, in je pač zaupala šoferju. Ja, jaz sem tisto brala, dejansko ona je imela precej drugače, ni imela takšnih zagad, tesnob, očitno, kot jih je imela glavna igralka in zdelo se mi je tudi kar precej pragmatično, da je nekako razmišljala, mogoče pa se nekako stvar izide. Skratka, tvegala je tam, kjer drugi niso tvegali. Vse smo videli, ko ljudje grejo dol z avtobusa, če na tisti trenutek, kaj bomo pa zdaj, ne? In paradoksno, takrat nihče nikamor ne pokliče. Jaz sem mislila, da bojo telefonirali organizatorju tega prevoza, da se bojo razjezili, pripeljte nov avtobus ali kaj takega, pa nekako grejo pragmatično peš v dolino. Je bil pa mal čredni nagon, ne? Ja, čisto čredni nagon. In me je v bistvu čudilo, ne, da so tako mirno hodili, ker vidimo, da ko se spravljajo z avtobusa, najprej je trenutek panike, ne. Dokler gospod z brado ne začne urejati, tisto je zelo tako narejeno urejanje, ne, ki ga moramo brati glede na zgodbo, ki jo je slišal, ne. On poskuša biti človek, ki ureja, ki
pomirja, ki ženske rešuje in podobno. Tako en tak Titanik je bil, ne, kjer se sicer nikako ni reševalo ženske in otroke, ampak precej bogate ljudi, ampak tukaj v filmu poskuša nekako biti gentleman, ne. In potem pač nosi še zelo punčko, ampak no, zgubil je pa najbrž svojo ljubezensko zvezo. Ne vem pa, zakaj je dala Eva. Zakaj je dala Eva punčko prijatelju, ne možu? Ja. Kar bi bilo logično. To se pravi, ne zaupa več. Lahko je pa tudi predpostavljala, da ima mož zdaj sina in da pač za njega skrbi. No in zanimivo je pa, da fantek, čeprav je mlajši, hodi, punčka pa ne. Tako da tukaj je spet eden od stereotipov, ne. Fantek ima moč, punčka je pa bolj nežne vrste. Hvala. Mogoče bi še nekaj lahko. Pred nekaj dnevi sem poslušala eno televizijsko oddajo, ki se jo vrtel v spomin na doktorja Vida Pečjaka. In on je kar en del tega filma posvetil razmišljanju o tem, kako mi pravzaprav, kako nekateri psihologi mislijo, da pravzaprav mi samo igramo vloge. Vsak posameznik igra vlogo žene, matere, znanstvenice, filmarke in tako, da samo igramo vloge, da v bistvu nismo konsistentni, no. Tukaj v bistvu z psihoanalitičnega vidika bi rekli, da je to res, ampak da je v naših vlogah, v naših maskah, ki si jih nadajamo, resnica, da za temi maskami ni neka globoka resnica, ki bi rekli, to je pa človek. V bistvu lahko rečemo, da človek je serija vlog, serija mask in tudi, če deluje, kot da si jih izumetničeno nadevamo, je v teh maskah treba iskati vseeno bistvo posameznika. Skratka, za masko ni ničesar tako, ali lahko je kvečemo še kaj bolj grozljivega, kot pa si predpostavljam, ni pa neka izjemna lepota. Skratka, subjekt je serija identifikacij, serija vlog, nenehno razcepljen, poln zagad, dvomov, poln v bistvu nekih problemov in istočasno pač zaprečen z nekim manjkom, ki ga nikakor ne more zapolniti, ne z navezavi z drugim, recimo v ljubezni, niti z posameznimi objekti, ki si jih kot potrošniki tako radi kupujemo. Skratka, neka zagata subjektivnosti obstaja in ta serija vlog ni nič drugega kot pa ena oblika, kako se s to zagato soočamo. Ja, hvala lepa za to razmišljanje. A smem jaz navezati na tlele nekaj malega iz vaše knjige, bom prebrala za konec. Namreč to je po tistem, no, se boste vi takoj vedeli, kje je. Vsakdo se vselej počuti radikalno negotovega glede tega, kdo je. Privzemanje določene simbolne identitete, torej pomeni z izjavo to sem jaz, privzemanje te identitete pa pomeni ovinek skozi velikega drugega. To se pravi državo, inštitucije, okolje, ne. Prvič imamo glede identitete jezik, v katerega je za subjekt položen in v katerem bo s pomočjo ustreznih označevalcev privzel neko simbolno identiteto. Drugič imamo subjekt, ki se sprašuje o ideji drugega, tako velikega drugega, to je širšega družbenega prostora, kot tudi drugih bližnjih človeških bitij. Subjekt nenehno uganjuje
kakšen objekt je sam v očeh družbe kot take in v očeh drugih ljudi. Pa bom pa mehen šla čez. Vendar pa pri obeh vprašanjih, kaj pomenimo za druge in kakšno mesto zasedamo v družbi, nasploh nenehno ostajamo brez pravega odgovora. Tole se mi je zdelo, da paše na ta film. Se zelo strinjam in zdaj, če se vrnemo nazaj, na začetku filma res imamo tisto perfektno sliko te družine, ki je tako za velikega drugega, ne, idealna družina na idealnih počitnicah, ampak tako nastavljena kot slika, o kateri se tudi želijo videti po svoje. Zato je zanimivo takrat, ko nekdo gleda te slike, kako so drugačne in kako se takrat sprašuje, poglej te oči, pa tako, in ko vidi ta park z nasmejanim obrazom, vidimo dejansko, da se postavlja vprašanje, je njen nasmeh res bil nekako iskren, ne? Sploh njihov nasmeh pri tej sliki je tist spodbujen, ne? Zahtevan fotograf, morate se smejati, ne? In oni se tako smejijo v bistvu precej neiskreno. Skratka, cel film gre na to vprašanje, kaj sem za velikega drugega, za družbo, ki me gleda, za druge, tudi prijatelje. Saj vemo, da cel kup se zagad zgodi, ko se pogovarjajo s temi ali z naključnimi znanci, prijatelji, in istočasno, kaj sem za drugega, tega najbližnjega, za svoje otroke, za svojega partnerja. V bistvu psihoanalizi zelo mnogokrat postavljamo tudi pod vprašaj ljubezen, samo ljubezen do teh najbližjih in še posebej ljubezen do otrok. In tukaj je ena stvar, ki ne smemo pozabiti, da mnogokrat mi glorificiramo to, kako naj bi se starši obnašali do otrok in kako naj bi jih ljubili. Recimo že za Freuda je bilo to vprašanje, ali je materinska ljubezen tista ljubezen, kjer pa ni sovraštva, ki je na nek način najvišja, prava in tako naprej. Ker za njega druge oblike ljubezni so bile vedno povezane z zagato, da na neki strani nekoga ljubimo, na drugi strani lahko isto do tega čutimo negativna čustva. Ampak potem po Freudu so pa mnogi psihoanalitiki poudarjali, da v bistvu že do ljubezni do otrok gre za neko ambivalenco. In zanimivo pa je, da so uporabljali besedo ambivalenca. Namreč, ko rečemo, da smo do nekoga ambivalentni, še vedno ne izrazimo jasno, da nekoga lahko ljubimo in sovražimo hkrati. Ambivalenca je takšna bolj nežna beseda, ki pokaže na to zagato, ampak v bistvu že do razmerja do otrok starši čutijo konfliktne občutke. Jih ljubijo, velikokrat jim grejo pa tudi na živce in v tistem trenutku bi si želel, da bi bil brez njih. In to je tisto, kar recimo v sodobni družbi je skoraj da nemogoče priznati. Ne? Sodobna družba, ki tako glorificira še vedno ljubezen do otrok, ne želi razpravljati o tem, da nam lahko grejo otroci na živce. In ta film, ko pokaže to na začetku, kako se njemu v bistvu nekako ne ljubi točno tam smučati z otroci, pa tako bolj skisan obraz ima na začetku, ne? In potem tudi ona reče, da bi rada sama smučala in tako pokaže na to, da v bistvu so čustva tudi do otrok lahko drugačna, da ne gre samo za predanost, za žrtvovanje in to, kar je recimo tako zelo cenjeno, ampak da gre za notranje konflikte, ko pravzaprav posameznik razmišlja tudi o sebi, ne izključno o sebi kot očetu ali pa kot materju, ampak o sebi kot posamezniku brez družine. Zato tisti pobeg lahko jemljemo tudi kot nek trenutek, pravzaprav nekih napol sanj, ne, mogoče bom pa majčkeno imel pa še svobode, ne. Ja, prosim. Mene pa zanima tista scena ob prvem pogovoru, prvem poskusu žene, da bi soočila moža s tem, kar se je dejansko zgodilo. In sicer, ko je s to svojo prijateljico, ki je nekoga ravno kar spoznala. In kar mi je bilo zanimivega, je bilo to, da je v bistvu ta žena bila nekako primorana govoriti
o neki zelo osebni stvari pred praktično popolnim neznancem. Zanima me, kakšno je vaše videnje, a je to nekako simptomatično za današnjo družbo ali ne? V bistvu velikokrat je lažje povemo kakšno zagato nekomu, ki nam ni najbližji. Neznancu se je včasih lažje izpovedati ali pa nekemu naključnemu človeku, kot pa nekomu, ki nas dobro pozna. Ker je tudi v bistvu to, da je nekdo neznanc, je eno olajšanje. Ta človek bo tudi prihodnosti izginil, ne bo nas nenehno spominjal na tisti trenutek, ko smo se mu izpovedali. Zato se recimo ljudje, ki se srečajo z nekom na avtobusu, pa se potem nikoli več ne bojo videli, lahko čisto izpovejo, ali pa ne vem, srečaš na letalu nekoga, pa ti pove svojo življenjsko zgodbo, ki je mogoče svojemu prijatelju ne bi. Tako da je to taka katarzična, rahlo terapevtska situacija, ko v bistvu nekomu povemo, ki nas pravzaprav sploh ne pozna. Ja, če ni nobene še misli več v tem filmu, jaz bi sam povedala vam to še, da je ta režiser Östlund, da je on začel snemati filme o smučanju. To je bila njegova prva, kako bi rekla, filmska izkušnja in da je pri tem snemanju opazil, da mora uporabljati te dolge posnetke. Skratka, to ni samo vpliv njegovega starejšega kolega, ampak je prav sam prišel do tega, namreč z montažo in s temi manipulacijami je on pri filmih o smučanju dosegel ravno to, da niso bili kredibilni, ker je z montažo lahko ustvariti, snemati tako, da neke posnetke narediš v nenevarnih situacijah in potem zmontiraš, da zgleda. Skratka, on je tam prišel do tega postopka in mislim, da je to zelo en krasen postopek tudi za ta film, ker so ti prizori, delujejo tako avtentično. Ti dialogi, ki so nepomembni v bistvu, ampak je vendar vsaka beseda pravzaprav zelo pomembna. Ja, je pa smučanje tudi ena zelo zanimiva stvar, ki jo jaz gledam tudi iz te želje po neki transgresiji. Recimo, že v filmu vidimo tisto iskanje svobode, ko gre sta moška na turno smuko. In ne vem, mnogi najbrž se boste spomnili, da v zadnjih letih je kar velikokrat precej nesreč, ko grejo ljudje smučati izven dovoljenih pist. In jaz sem razmišljala o tem, da je ravno pri takšnih športih se pokaže mnogokrat ta želja iti onstran zakona, iskanje neke svobode, včasih pa tudi želja izpostaviti se, tvegati, želja preizpraševanja meje med smrtjo in življenjem, takrat, ko gremo izven dovoljenega, ko gremo smučati po nekih skalah, se lahko seveda zelo močno poškodujemo, ampak mnogi danes in še posebej zelo premožni ljudje iščejo tiste momente transgresije. Slovenci smo sploh znani, da radi lezemo na Himalajo in tam brez kakršnih koli recimo včasih kisikov ali pa česarkoli iščemo, da se nekje skrijemo. Včasih se mi je zdelo, da imamo res tudi to željo preizpraševati mejo med življenjem in smrtjo in včasih tudi neko idejo, da smo vsemočni, idejo, da lahko premagamo smrt ali pa da se zgoro lahko nekako pogodimo, včasih celo glorificiramo gore kot na pol živa bitja, a me bo gora sprejela ali ne. In recimo seveda ti plazovi, ki se danes mnogokrat prav zaradi klimatskih sprememb še bolj pogosto sprožajo, so tisti trenutek, ko narava dejansko z vso silo udari nazaj. In čeprav imamo v filmu iluzijo, da so lahko nadzorovani, se vsekakor zavedamo, da so nekaj radikalno nepredvidljivega, nevarnega, ki lahko našo v bistvu percepcijo vse moči še kako potolčejo. Ja, bomo zaključili. Jaz se vam zelo lepo zahvaljujem, da ste našli čas za nas
In mi pa imamo čez 14 dni nov film. Hvala in lepo se imejte.